Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tudi v današnji izobraževalni oddaji, v kateri gostimo Staneta Sevčnikarja. Stane, lep dober večer. Dober večer. Spet je tukaj torek, midva pa že v tretjem nizu oddaj, v katerih govoriva torej o zdravju naše države, kaj ne? Tako, in danes bomo probala zaključiti, bomo pa šla zopet na ono, pa tako malo na zdravo sol in potem tako. Stane, danes bova povabila naše gledalke in gledalce, da naj glasujejo malo za spremembo. Ne bomo vas povabili, da nas pokličete, pa kaj vprašate, ampak da glasujete. Ja, taka anketa, ne? Ja, takšna mini anketa, tako, ki bo povedala, ali ste. Zakaj, Stane, zakaj bova glasovala? Za denar ali niso. Za kontrolno dividendo, to, kar smo že zadnjič razlagali, pa ima tudi dan še, na koncu, da se uravnoteži. Samo je manje ne veljajo, vse v luftu, jutri imamo štrajk. Niso se mogli očitno nič dogovoriti do konca, da bi to prekinili in na koncu bi jaz rad svoj pogled tudi proti koncu oddaje, kaj si jaz mislim, pa kaj bi jaz predlagal, in sindikatom, in vladi, in opoziciji, pač vsem, Kako stopiti na nekako, da se vzpostavi ravnotežje in to dinamično, da ne bo prihajalo do takih napetih situacij, ki so resnično napete in iz takih situacij se rojevajo vojne. Bomo pa tudi mogoče kasneje Stakraži to napisal zdavne, tudi za našo jugoslovansko vojno, iz tega izhaja, Tako da, kako jaz vidim, kako bi se lahko na ta način takim konfliktom izognili, ker vedno do vojn na koncu pride zaradi razlik, ki nastanejo med bogatimi in revnimi, recimo, Ni treba, da so ravno revni, se to ni važno. Če so prevelike razlike nastopijo, je sočustvo vzburkano, Občutek imajo, da eni kradejo drugim, tako zdajle imajo občutek ljudje, ko berem po raznih forumih, pa tako, da je država ukradena, da je nekdo, zdaj pa kdo, pa ti, oni, in se to prepleta do nezavesti, zdaj še fiskalno pravilo prihaja, ko smo zadnjič omenjala že, kar je sicer pravilno, ampak s fiskalnim pravilom istočasno bi bilo treba sprejeti to, kar jaz bom pol na koncu malo bolj podrobno razložil v številkah, da bo bolj plastično, da se to uravnoteži. Fiskalno pravilo je že prav, da vsak ve, tako vsaka gospodinja ve, da lahko ponuca, kolikor ima v kasi, nič več, to je že prav. Ampak ne sme se pa to zdaj zgoditi na tak način, da samo eni vzameš, in to masi. Seveda to je najhitreje pa. Ampak ne gre tako, Ne, potem je konflikt. Stane, naše gledalke in gledalci lahko glasujejo danes preko naše telefonske številke, ki jo že dobro poznate, 090 50 50. Zato, če ste za, pritisnite 1, če pa so proti tej kontrolni dividendi, pa pritisnete ne. Sodelujte z nami, zanimivo bo videti vaše rezultate. Stane, kaj pa... ker zadnjič smo napovedala, ko ste brala, kdo bo za, nismo najdla nikogar, ki bi objektivno lahko bil proti. Me prav zanima, če bo kaj... Če bo kdo proti, objektivno seveda. Kaj pa knjigicam, ki so že na voljo? To, ki ni glasovanje, to ni glasovanje, pa je taka anketa. Bo potekala cel teden, med ponovitvami tudi, jutri pa ne vem, kdaj so se četrtek, petek, sobota, mislim, so 4, lahko kličejo pa to in potem na koncu naslednji teden bomo predstavljali rezultate, pa izžrebala enega, ki je bil za enega, ki je bil proti, pa bo dobil vsak knjigo, ki je že zdaj na internetu, je lahko že brezplačno, tudi prej že, ampak zdaj v tej obliki dobijo tudi po pošti, že ni še pa v knjigarnah. Tako da tako... V novi preobleki, knjiga. Da bojo lahko prebrali tisti, ki niso, kaj jaz govorim, že dolgo. Tako, že kar nekaj časa, Pa ste pred nekaj časa tudi napisali, ko ste prej omenili vojne, tudi o vojni ste govorili, pisali v tej knjigi in sicer takole ste napisali.
Bila je vojna kot vse ostale, vojna za last in oblast. Lastnik kapitala je bila družba, lastniki družbe pa neimenovani. Nekdo je začel razlagati, da so to narodi, drugi, da so to republiki, tretji, da je to federacija. Najneumnejši so govorili, da družbena lastnina sploh ni lastnina. Najpametnejši so na sramno laž vzeli dobesedno. Nihče več pa ni hotel poznati edinega pravega lastnika, državljana civilne družbe. Začela se je druga revolucija, razlastninjenje civilne družbe. Namesto da bi družba izdala delnico, je izdala lastnika in družba je postala necivilizirana. Verjetno je šlo za pomanjkanje zdrave soli v glavah kraljevičev ali pa morda kar celih narodov. Ja, no, vse to je pomeni soli v glavi, tisto, kar smo ljud razlagala. Bila je vojna kot vse ostale, vojna za last in oblast. To imamo danes. To je naša vojna neumna jugoslovanska, ne? Točno tako in je. Ne bi bilo treba, samo seveda spet iz istega razloga se je nakopičilo vse skupaj in pol zdaj čigavo je kaj in je prišlo na koncu, eden je sprožil pištolo ali kanono, kaj že, in pa pol je pa fertik, ne? To se pa ne ustavi več. Ste omenili, tukaj ste napisali, nekdo je začel razlagati, da so to narodi, drugi, da so to republike. Vse, če se spomnite, kako so se sestavljali predsedniki, pa ono, pa razni funkcionarji. Vse niso vedeli, pa sej, jaz si predstavljam, jaz razumem iz tega stališča, da točno niso vedeli, kako bi, ni namerno glih, ampak če bi pred tem izdali to delnico države, pa to mislim, da do tega problema ne bi prišlo, ampak dobro zdaj. Pametno bi pa bilo pa zdaj to narediti in zdaj smo točno v takej situaciji in Slovenija je edina država, ki ima tako referendumsko zakonodajo, da lahko referendum dajo v postopek državljani, stranke. Sindikati po ustavi in zakonu nimajo pravice dajati pobude referendumske, kar se je zgodilo recimo na referendumu o pokojninski reformi. Je sindikat vložil referendumsko pobudo. Kako je to mogoče, da tega ne vem pravnik, pa toliko jih je videl, da sindikat ni združenje državljanov, sindikat je združenje delavcev. Tam so lahko državljani česarkoli, nemški tudi, ne? To ni pogoj, da si član sindikata, da moraš biti državljan tiste države, ne? Tako da resnično sindikati nimajo z upravljanjem države čisto nič v tem smislu, ampak največji halope lajo zdaj tudi s tem grozijo, samo morajo biti previdni. Jaz sem za to, da se organizira, če ni drugače, referendum, ampak ne na tak način, da ga bo nekdo spodbil kar tako muhu. Saj ni problema dobiti skupina državljanov združenja, imajo pravico pobudo dati referendumsko, ne? Da ne bojo te napake naredili, ne? Tako so je zadnjič, mislim, prejšnji vladi, pa jaz njim to pisal že gor, ko so imeli še imajo zdaj tisto spletno stran vladno, da lahko predloge daješ. Ma vse se nobenega ni prijelo. Jaz sem takrat rekel, pa ne ga lomiti. Ta referendum rezultat je nezakonit, neustaven. Zakon o pokojninski reformi praktično velja, bi lahko veljal. Pa se še lahko zdaj spodbija na ustavnem sodišču, da pa bo videli, da tako dobesedno piše, kdo ima pravico dajati referendumske pobude, da se prav čudim, kako jim je to lahko šlo, pa sem jih jaz lepo bombardiral. Pa niso videli, no. Ampak dobro. Zdajle pravim, zdajle tudi sindikati, ja, bomo branili z referendumom, ne. Mislite vi branili? Ja, pol zbiranje podpisov pa tako naprej, ampak če pa prvo napako naredijo, so pa zgubili na proceduri. In tako bo spet cirkus, ne. Začaran krog. Ste potem napisali, da se je začela druga revolucija. Revolucije so se ponavadi vedno začele takrat, ko je nekaj prišlo do vrelišča, pa je potem poknalo, je bila revolucija. Ja, ampak o čem so se začele? Samo v lasti in oblasti, ne? Kaj pa vse druga svetovna vojna isto, ali pa to partizani, domobranci, pa Nemci, pa tako naprej. No, ampak kaj je bil rezultat na koncu? Nacionalizacija premoženja privatnih lastnikov takrat, ne? Pa je nastala državna lastnina. Saj ta pojem tudi ni razčiščen, čisto. Jaz pravim, da še Kardelj, ki je pa pisal to, še sam ni razumel, oziroma na koncu, ko sem
bral njegove tem, se mu je mogoče malo svitalo, samo je bil preveč z Marksom zbombardiran v glavi, ne bi smel kaj takega reči. No, se to bi bilo mogoče fino, da midva ne iz tega poglavja, ampak malo prej, pa ne vem, ja, piše ali ne piše, že sem že napisal, ampak kaj je sploh dodana vrednost, kako je dodana vrednost nastala, ne, ker jaz trdim po ugotovitvi, po čisto slučajni, dodana vrednost ne nastaja nič v tistem boju med ropa, kako že eni drugim jemljajo, ne. Ni res. Prva dodana vrednost je nastala z odkritjem soli. Takrat so lahko tisti ljudje začeli na zalogo delati hrano svojo, ne, jim je ostala dodana vrednost, čas jim je ostal, da so lahko začeli razmišljati. Si je poleti nalovil, ne vem, dost živali, ne, pa jih posolil, pa konzerviral na ta način in je imel... Je bil preskrbljen. Ja, tako je lahko po zimi fantaziral. Si je lahko, ne vem, in tako je, to je dodana vrednost, ne. Ne pa izkoriščenje človeka po človeku, takrat ni ne vem koga so pa izkoriščali, ne vem ga. Tista skupina prva, prvi človek, prvi ljudje, ne. Tako da zato danes, ko še kar gonijo ta Marksovo napako, ne, ki je, sicer on tako daleč nazaj ni šel, ne, začel pa šel na sredini, no. Potem je pa že prišlo, seveda, koncentracija kapitala izkoriščiti, tako pa zdaj. Vse, ko pa je danes kaj drugače. Eni jemljajo drugim, ja. To točno zdajle, recimo danes je bil sprejet zakon, sem po radiju poslušal, o obdavčevanju dobička oziroma o olajšavah iz davka na dobiček, ne. Dokler so bile firme državne, je bilo res čisto figo, ker je te olajšave, pa če se je kapital z tega povečal, Mercator je bil tako zgrajen. Tam so vse možne olajšave koristili, ampak nič hudega, ker vse je ostalo v lasti Mercatorja, Mercator je bil pa državn, ne, preden ga niso prodali, pa dole cirkusi. Tisto je vseeno, ampak danes pa ni več vseeno, ko so privatne firme, mislim, so fizično osebe, privatniki so lastniki podjetij, ne. Če ti zdaj to iz davka na dobiček, to, kar jaz pravim, da je osnova za dividendu, ne, ker to je davek na dobiček, nič drugega ni kot davek države, mislim, dobiček države, ki je v lasti ljudstva, ne. In če ti to narediš, točno vzameš ljudstvo, pa daš posameznikom, no, je pa nastane konflikt. Tisto, pravijo, 1% elit izkorišča 99% drugih. Ja, na tak način, ja, resnično. In to, no, evo, smo že pri tem. Danes več druge milosti nimajo, če ne bi vlada sama spremenila, pa če bi hoteli to narediti, kar jaz pravim, ne, kot da se izvede referendum. Ne, smo že tam, ne. Ampak jaz si mislim, da ni daleč od tega, da bo res tako nastalo, da bo eden to skapiral, v čem je vic, če glih politiki so vsi bili za to olajšavo, tako se fajn sliši, bomo spodbudili gospodarstvo, ma kaj bomo s tem spodbudili koga, če boš ti, to ni selekcionirana pobuda, niti ni prav, ne, da boš ti kar šenko nekomu. Država, da bo kar poklonila davek na dobiček, ki je ta osnova za dividendu, ne. Ja, za dividendu. To ni užitno. Tako. Ste prej omenili meje, ne. Neke meje morajo biti, tudi meje rasti in že takrat ste vi razmišljali o teh mejah. Zanimivo razmišljanje tudi tukaj na tem sklopu, naprimer, ne narava sama, nenaravna distribucija finančnih sredstev med državljani in med državami postavlja vse ostrejše meje rasti. Čeprav bi morala narava biti tista, ki nam nekako narekuje življenje. Ampak invalidna delitev denarja ustvarja invalidno povpraševanje, to pa proizvodnjo invalidne hrane in energije. Stane, kaj ste s tem mislili? Ja, točno to, gledajte, dobiček, ne, mora biti, to smo že zadnji seme reprodukcije družbe in tako naprej. In tisti davek na dobiček, ki bi mogel iti v distribucijo državljanom, da bi imeli denar za kupiti tisto, kar je že proizvedeno blago bilo, ne. Davek na dobiček pa gre potem v investicije na tak način, ne. Če ga prekanalizirajo med lastnike, one
fabrik, ne, Ja. bo on še sam povečeval ponudbo. Oni, ko bi mogel pokupiti, pa denarja ne imel, ne, pa to je čisti vržen denar in tako ciklične krize nastajajo, ne. In cel cirkus je točno v tem. Zanimivo, pa ste potem napisali še naprej, Černobil in nore krave so le najvidnejši učinki te bolezni. O tem pa se spomnim, da sva že govorila nekaj, ne? Sva se že... O norih kravah, ja, tam, ja, seveda, ker ste znat napisali, nore krave niso nič zbolele od, kaj že, kostne moke, ne? Še danes bolevajo, moke več nikjer ni, ampak točno od jodne profilakse, no. Meje rasti bo ob zmanjšanem riziku za življenje odprla le delnica države. No, vse to, točno to pravim, delnica države, lastniki države smo vsi državljani, ne, in če sem lastnik delnice, ne premoženja, ampak kapitala države, pripada dividenda meni. Tako. No, in tista dividenda, nas je 2 milijona, ne, bo šla v povpraševanje po blagu, ki je že narejeno, ne. Tako. Če bo pa tisti, recimo, 6, zajema tako, da je približno, ni glih točno, ampak 600 milijonov se zbere davka na dobiček letno, ne, približno, no. In če bi teh 600 milijonov gre v povpraševanje, je takoj tudi povpraševanje, ker brez povpraševanja ni produkcija, ni proizvodnje, ne. To vsi vejo. Tako. Kaj stane pomeni Davos in Porto Alegro? No, preberite. Nič ni narobe s trditvijo, da velja staviti vse na denar. Kot ne s trditvijo, da velja staviti vse na človeka. Toda verjeti posamič ni nobeni. Stava je prava le na oba. En človek, ena delnica, en glas. Ja, točno tako, ja. Če ni to v ravnotežju, pride do problemov, no. Ja. Tako kot ste omenili, ne, če imamo mi pravico glasovati oziroma voliti, ne, zakaj ne bi imeli pravice do tistega deleža dobička, ki ga ima država, ne? Če smo državljani, lastniki države. Jasno, da pa sej noben kapitalist, lastnik firme ne glasuje, kaj tako tudi ni, to sem že žalnica zlagal, ne. Glasuje tako, sploh recimo takrat, ko na delniška družba voli direktorja, imenuje, ne. Glasujejo točno v tem, ne. Koga mislijo, da bo čim višji dobiček prinesel, lastniki. In potem pa tisti konkretni lastnik, če ima četrtinski delež firme, bo četrt dobička tudi dobil, ne. Oziroma, ko bojo dividende delili, bo četrtina dividend njegovih, ne. To je. Tako. Številka 1 za da, številka 2, če niste za kontrolno dividendo. To je to. Glasujte. Ne vsak bo glasoval, ampak tisti, ki bo izžreban, eden bo dobil, tisti, ki je bil za, eden pa tisti, ki je bil proti. Knjigo. Tako, zdrava sol, zdravilo za vse. Stane, še en paradoks ste tudi omenili, ko sva zdaj ravno o tej temi. Takole ste napisali, zares čudno je dejstvo, da evropski ekonomisti in politiki ne vidijo, da delajo enako napako, kot so jo delali marksistični planerji. O marksizmu smo že govorili. Hrana in še kaj mora biti zastonj ali poceni, ne glede na stroške, da bo delavstvo mirno. Iz votlega v prazno pretakajo iz radnih skladov silne denarje, si delajo drago plačano delo in se pogajajo ob obilnih banketih. Kot da ne bi bilo bolj produktivno deliti dividende potrošnikom in ne proizvajalcem, cene pa naj bodo prave. Toda kako bi potem nadzirali kmete, ki jim delijo subvencije in se hvalili pred ljudstvom, kako da skrbijo za njihov blagor? Ne bo lahko, kajti delnica države bo naredila ravno to, nadomestila armade birokratov. V prvi misli, ki me spreleti, ko preberem tale stavek, je to, da vsi manipulirajo z nami. Ja. Seveda, vede ali pa ne vede, eni že ta glavni ideologi, ali kaj so že ta pametni že, ne. Vse, te naši zakoni in to so nekako nameščeni temu, da ljudi obvladujejo, da manjšina obvladuje večino totalno, ne. Tako. Pa pride do kraha, ne. Pa do kriz cikličnih ekonomskih, kar je logično, ker če se ponudba poveča, kupca pa ni, ne. Si denar stran vrgel, no. Ampak tudi tisti, lastnik nima tega nič, ne. Takega mrtvega denarja. Mora biti ponudba se skladno povečevati s povpraševanjem, ne. Ne tako, da enkrat raste, drugič pa to, pa
S tem, da je treba že v prvi vrsti zagotoviti za tiste osnovne človeške potrebe. O Pedru Opeki sva prejšnjič govorila, ne? Njemu je najbolj važno to, da ljudstvo priskrbi, da bi ljudstvo imelo vsaj osnovne življenjske potrebe. Da se lahko nauči delati, da lahko potem razvija sebe, svoj potencial, delo in na tak način se potem gradi uspešna država, najverjetneje, ne? Pa to v današnjih časih težko, ne, da nimamo tega. Volitve so pred nami, ne. On bi bil ta pravi predsednik države. Naše, pa drugi, taki pa drugih, ne. Ma srce. Ja, in to na pravem mestu in prav misli tudi, ne. Dejansko dokazuje, da se da nekaj narediti. Je pa sigurno, da. Da niso vse prazne besede. Potem pa pridemo v modern svet, ne, ko nam bo vse ratalo, ko nam bo vse štimalo tako, kot mora, in v moderno Evropo. Že takrat ste sanjali o njej, ko ste pisali tole, pa še zdaj niste dosanjali, ne, najverjetneje je. Seveda to hitro ne gre, ampak. Takole ste napisali: hoteti in znati ni vedno enako, rezultat enačaja pa je vendarle eden. Da bi bil dober, mora Evropa sprejeti le nekaj načel. Združitev, odločitev vseh, izključitev, odločitev vseh ostalih, izstop, odločitev izstopajočega, odločanje, večinsko na osnovi teže dividende posamezne države v dividendi Evrope, dvojni državljan, lastnik dveh delnic. Zanimivo. En državljan, ena delnica, dvojni pa potem v vsaki državi. Eno, ja. Da pa lahko primerjaš, koliko je posamezna država proti Evropi boljša ali slabša, ne? Vsak lahko to vidi, da je enostavno, ne? Na denarju, ki ga dobi vsak mesec v žep tistih par evrov ali koliko že, no. Tako. Ja, sej zdaj je bila zanimiva, sem gledal na, ki je že razprava je bilo v parlamentu evropskem med bivšim slovaškim ministrom, finančnim, ali kaj je bil, pa ostalimi, no. Glih o tem, a je prav, da zdaj kar vsi garantiramo za vse, ali bi morala vsaka država garantirati za obveznosti svoje sama, ne. To se tudi, in zdaj se marsikdo v Evropi že boji, da bo razpadlo, ne, kar se lahko zgodi. Ja. Čisto lepo mirno, ker tako je dobro rekel, ne vem, v tej diskusiji, ali kateri, da je problem borba o konkurenčnosti, nekaj druga, ne. Kitajcev je ogromno, plače imajo nižje, cene so nižje, ne. Mi ne moramo parirati, nimamo pa produktov takih še z visoko dodano vrednostjo, ki bi to pokrili, samo to tudi nikoli ne bo. Da bo vsak znal same, pa kaj, vse pri proizvodnji, recimo v računalniku, ne, tam visoko dodano vrednost, kaj daje, ne delavci, ne, pa tisti, ko je enkrat projekt narejen, pa vse dodelano, samo štampajo, glede tako še vidje, ko šivajo, ne, še bolj enostavne operacije so, ne, pa tako imamo, to je z visoko dodano vrednost. Ja, tisti, ko si je to zmislil, pa načrtoval, pa tako naprej, ne, to že, ampak tudi to je neumnost, ta zajamčena plača, ne. To je slabo za vse, ker samo sili podjetja v stečaje. Ker tako plačo morajo, če bi pa to bilo fraj, pač pa dividenda, ki bi tudi vsak mesec vsakemu pa nesla, ne, eno brez drugega ne gre, bi marsikateri delavci, fabrika, pa lastnik, pa direktor, vsi skupaj bi se komot zmenili, bomo šli en cajt z nižjimi plačami, da bo nižji strošek, ne, dokaj se ne poberemo. Danes pa sploh tega ne smejo narediti, mislim, ne smejo. Minimalna plača mora biti, pol je pa ni, pol pa stečaj, no. To ni produktivno v tem smislu. Samo seveda, brez dividende pa to noben ne naredi in tudi ne naredi, ne. Če bi mu pa tisto že kompenziralo malenkost stroškov življenjskih, ne, bi pa bilo pametno, da se zmenijo za ta cajt, da cene znižajo na ta način, ne. Da pridejo do dobička, da bojo lahko investirali, da bojo lahko zagnali, pol bojo lahko plače tudi povečali. To je moglo čisto svobodno biti. Pod pogojem, da dividenda špila, ne, drugače pa to ne gre, drugače pa bi res jih spravili na nulo delavce, nič ne bi plačali, ne, če bi to tako. Ja, sej. Če bi to tako šlo. Torej, ste za uvedbo kontrolne dividende tudi vi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, 090 50 50 je naša telefonska številka za
enko pritisnite takrat, če ste za uvedbo kontrolne dividende, pa za številko 2, če niste za to. Še enkrat, Stane, kaj torej tole vprašanje konkretno zajema? Ste za uvedbo kontrolne dividende? Pa res cajt bil, da malo midva to tako plastično razložimo, kako bo enostavno razumljivo. No, to, kar sem že prej začel, recimo, pa kar vzamem, da niso točne številkama, da bo lažje za razumevanje. Če se nabere, kolikor se tudi približno nabere danes, pod prejšnjo vlado se je davka na dobiček dvakrat več zbralo, ne pod prejšnjo, to sedanjo v prejšnje v prejšnjem mandatu njenem, ja. Ja, je bilo okrog 1200 milijonov, zdaj jih je 600, ampak če to vzamemo, da je to tiste za delitev dividend, ta denar, če vzamemo, da je to prije 25 evrov na mesec na vsakega posameznika, če to tako preračunamo, 2 milijona ljudi in tako naprej. Se pravi, šparanje, tako zelo predlaga, da bi znižali plače, ali pa na drugi strani zvišali stroške z dvigom DDV-ja, cenjeno. Lahko do te to bi bilo sidro, ta pravo pa merilo, dokam lahko grejo šparanjem, tako da plače pa to znižaš, ali pa da dvigneš stroške, je to pride 12,5%. Če je tisti socialni minimum 200 evrov, je tudi nekaj, ni točna številka, ampak tu nekaj se sluče, da je socialni minimum 200 evrov po glavi. Malo nad 200, zdaj po novem, ja. Ampak tako to vzamemo. Ampak tu nekje smo, ja. Ja, se pravi, je manje, ampak ne samo javnim uslužbencem, vse, pa tudi penzije, pa vse skupaj bi se lahko znižalo v teh 12,5%, pa tisti najnižji sloji ne bi izgubili nič, Vsak naslednji pa v razponu plač vsak nekaj več, največ bi izgubil, pa tisti, ko največ zasluži, Vse to je prav, tako je tudi dobo, največ, nič ni dobo zdelo, ampak to, kar sem zadnjič razlagal z dviganjem plač v procentih zaradi inflacije, To so ta nesorazmerja. Ja, treba razpone stisniti in je ostane dobička zadost, da se da vračati kredite, pa tako naprej, In pol, ko bi se proizvodnja zagnala, bo dobička več, bo tudi davka na dobiček več, bo dividenda rasla, Ja. To je hec. In tako da čisto konkretno, ko sprašujemo, a ste za to ali niste, to, kar jaz pravim, da je bilo istočasno s fiskalnim pravilom, pa s temi ukrepi vsemi, tudi uvesti to kontrolno dividendo, je vprašanje, a ste za to, da denarno dobite 25 evrov na mesec, vsak državljan, in da lahko skozi to gibanje te dividende presojate tudi, a je vlada dobra ali slaba, Če bo dividenda naraščala, se pravi, da bo dobiček naraščal, je dobro. In to za vse. Pa Stane, je kakšna možnost, da mi dejansko pridemo do tega? Vi, na primer, kar... Kako možnost? Tako enostavno je, ko nič. Samo predlog mora nekdo dati, pa lahko bi to parlament naredil, Ampak vi, na primer, vsake toliko časa malo pocukate vlado za rokav, oziroma jim pišete, kar naprej, od Peterlete, od prve. Ja. Pa je kakšen odziv, karkoli, ki bi nakazalo? Zdaj malo se mi zdi, da malo ljudje že tudi začnejo razumevati, kaj jaz sploh govorim v začetku, to bilo sploh nekaj, kaj če kažeš ti. Niso še bili časi takšni, seveda ne. Zdaj mogoče, ampak zdaj je pa res idealna priložnost, ker vlada se trudi, to ni kaj. Program njen je že pravi, tisti, ampak ni ravnoteže na drugi strani, sindikati imajo tudi prav. Ne kar tako. In točno ta dividenda manjka, ki bo po eni strani prinašala denar, na kompenzacijo, bomo čuvali, to je socialna država prava, bomo čuvali standard najnižjih, za vsako ceno, ne da bo, ko te daš pregnal, da bojo umirali že na zadnje, recimo. Še večje razlike, Stane, povejte nam torej, ko sva začela tale sklop najnih oddaj, 3-4 oddaje nazaj, sva rekla o zdravju države, bomo govorili. Pa smo potem ugotavljali, da država ni zdrava, Ja, očitno ne, seveda ne. Kako pa bi jo vi pozdravili? Poleg vseh teh ukrepov, ki ste nam jih že nekaj povedali, morda v par besedah, nič ni treba drugega, ja, točno to. Uvesti kontrolno dividendo istočasno s temi ukrepi, pa s fiskalnim pravilom,
To je izvedljivo, ne? Seveda, treba nadomestiti ta izpad prihodkov iz davka na dobiček, teh 600 milijonov. To je treba, ali tem šparjenjem kozele, ali z dvigom DDV, ali na en način. Verjetno, ne? Ja, seveda, da nadomestimo tisti dobiček, ki pripada državljanom, ta dividenda. Tega treba seveda v bilanci nadomestiti. In potem bi pa to sililo vsako vlado, da bo pač čim boljši vedno delala, lahko tudi si kak ukrep še dodatni, še kaj znižati, če treba. Samo vedno treba imeti v mislih, ne smeš znižati pod tisti socialni minimum, ne. Tisti mora biti sidro, ne, to je steber, vse drugo lahko. Tako, ma kaj vse v javnih službah, zdaj, če bo tako naredili, pa vse pa tam tudi imajo 500 evrov plače. Koliko, ne, glih danes tiste čestirke, pa kaj so že, ne vem. Vse so vsi tako v luftu, ne. Ja, seveda. Tam so se raztegnili. One zadnji so posli, oni si pa malo povečevali, ne. Spet jemljajo celoto, ne. Ja, seveda, in zdaj, če upališ po javnih uslužbencih kar tako na počes, jih bo ena velika skupina ja, tudi tisti, ki so že na minimumu. Ja, seveda, ni čudno, da je vse proti, no. Seveda. Tako, ja, sam jaz predlagam, se bo se koga primilo ali ne, ampak zdajle je idealen trenutek. Ministri so dobrih nekaj, tako posamično, ko gledam, ne. Vse, cela ekipa je v redu, vladna, ampak je tudi sindikalna močna, ne. Mislim, je tudi argumentirano razlagajo vse. Vsi, opozicija glih tak, ne. Vse bi se moglo zdaj poenotiti na programu, ne ključna točka, ta varovalka je mogla biti pa ta kontrolna dividenda. In bi vse zašpilalo potem, ne. Ker potem je cel narod zainteresiran za čim višjo produktivnost, za rast gospodarstva. Bolj se trudi, večji so dobički, ne. Seveda, tudi plače bojo pol tako, danes Nemci večajo bojo, ne. Ker oni so šparali prej že, je gospodarstvo zraslo in tako naprej in bojo za 6% dvignili plače, ne znižali, tako pri nas, ne. Ko pravijo, da so že zdaj že iz krize, ne. Ja, ne, seveda, sej, sigurno, ampak plača se ne sme višati zaradi inflacije, procentualno, ne. To je bila napaka, pa je še vedno, ne, če kdo to dela. Plača se lahko dvigne z dvigom produktivnosti vseh, ne. To pa ja, veš da. Tako. No pa zdaj še o učinkih delovanja delnice, o katerih zdaj seveda govoriva, ne, predvsem govoriva o tistih dobrih, ne, ja, če bi bila, ja. Vzpostavitev dinamičnega ravnotežja produkcijskih faktorjev, dela in kapitala, plače in dobička, pridelka in semena. Povečevanje donosnosti gospodarstva, odprava stroškovne inflacije, zmanjševanje razlik v prihodkih prebivalstva, uravnoteženo povpraševanje, odprava odporov proti tujim vlagateljem in demistifikacija politike. Točno. Politiki si ne smejo misliti, da so kaj drugo, kot pa direktorji firme, podjetja, država. Tako. Nič to ni, država je podjetje, to zdaj že v tej diskusiji, ko v Evropskem parlamentu je tudi on je že govoril, da je državo treba obravnavati kot podjetje. Ne samo obravnavati, država je podjetje. Pa tudi ne moreš drugače kraljevina, ne, lastnina nekoga. Ne moreš drugače tudi ne proučevati, kot pa bilanca stanja, uspehov, vse tako vsako podjetje, ne gre drugače. In ta dividenda iz tega je točno to, ne. Čist teoretično sedi, tako da ne more, mi ne more noben govoriti, da ni tako. Po vseh ustavah demokratičnih držav piše, na oblasti je ljudstvo, upravlja ljudstvo, ne. Ja, vsak volivec ima en glas, ne, to je že tudi malo pomanjkljivo, da niso otroci zraven zajeti še, ne. Otrok ima glih, tako bi mogel dividend dobiti, pa pravico glasu isto imeti, samo ne more on, ko je še premlad, ampak mama ali pa oče, starši bili pooblaščeni, da lahko v njegovem imenu glasujejo. Tako pa kapitalist, čisto vsak, ne. Vse je lahko lastnik firme 5-letni otrok, tudi če je slučajno podedoval, ne, bo pač dobil skrbnika, da bo v njegovem imenu glasoval. Ne moremo pa vzeti tistega, ne, dividenda bo tudi. Stane, je kakšna država, ki pa naprimer vam je za vzor, ki bi lahko, ki bi rekli, ja, tukaj imajo res dobro, glede na to, da ste v svoji knjigi pisali o Rusiji, Kitajski, kar nekaj držav, poznate zadeve tudi v državah. V tem smislu je še ni nobene take, sicer Kanada je recimo, ko imajo tisti
penzionisti imajo vsi plačane delajo, ko je dosti star, pa tako. To je že, ampak to je bolj podobno tistemu univerzalnemu temeljnemu dohodku, če ste ga kdaj kaj brali, da bi naj vsi imeli zagarantiranih recimo 250 evrov. Ja, ampak to, kar tako z lufta ne gre, ne? Ne moreš. Edino na ta način z rastjo dividende pa lahko pridemo na socialni minimum, pa ne samo socialni minimum, tudi prek, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi bil 1000 evrov, tisti minimum plače pa 5, ne vem. To je vse odvisno od upravljanja. Če je poslovanje države dobro, samo lahko. Samo od tega je to odvisno. Tako da, ja. Imamo pa možnost, ne? Smo majhni, imamo dovolj vsega tega. Ja, no. Ampak ko ste rekla, kako bi bilo to možno izvesti, pa bolj enostavno ni. Ena stranka lahko to naredi parlament, predlaga, da v proceduro, pa zglasujejo. Pa mislite, da bi parlament to sprejel, vlada, da bi bila za takšne? Kaj pa jaz vem, no, ali lahko da skupina ljudi, lahko je to najlepši bil referendum, ne? Da se res tudi osvestijo. Ampak to na referendumu sem pa prepričan, da bi ljudje sprejeli, če bi nekdo to predlagal. Stranka, ki kalkulira, se bojijo ne vem česa, če bi tudi oni bili na boljšem. Ker bi imel vsaj eno sidro, se na kaj oprijeti, ne pa kar tak en čez drugega, ne veste, kako imajo. To točno poteka nič politični boji, no. Tu zdajle, ne. Kdo bo koga nadmudril. Ja, po domače rečeno, ne. Stane, zdaj, ko ste omenili referendum, ne, eno možnost dajeva tudi našim gledalkam, gledalcem, da malo povedo, ne, v anketi svoje mnenje. Torej, če ste za uvedbo kontrolne dividende, če ste za to, ja, se bi tudi lahko referendumsko vprašanje tako bilo, če bi ga kdo v proceduro dal, ne. Tako. Pa vprašanje, kaj bi bilo, ne. Lahko bi ga tudi jaz dal, če bi imel, koliko jih že mora biti, ne vem, da je 3, koliko že. Ja, nekaj tisoč podpisov, ne, kako je že, ja. Kako je že za vložitev, 5000, pa kaj že. Bi jih dobili, ne. Ja, bova videla, koliko bo poslušalk oziroma gledalcev in gledalk sodelovalo na eni anketi, ne. Torej, v vseh ponovitvah bo tudi še izpisana, tako vsak svojo knjigo. V ponovitvah oddaje bo tudi izpisana številka, lahko glasujete 090 50 50 tudi takrat, torej, če ste za uvedbo kontrolne dividende, pritisnite 1, če niste, pritisnite 2. V naslednjih oddajah bomo tudi malo bolj podrobno potem razčlenili, kakšno vaše mnenje, zato vabljeni, da sodelujete. Stane, za danes pa bova tudi midva počasi svojo dividendo tako končala, svoj dobiček, a ne. Tako da bomo videla, če se bo koga prijelo. Šanso imajo pa zdaj res nično idealno. Konflikt je tak, da rešitev je pa tu. Tako. Bomo videla. Stane, hvala lepa za današnji obisk. Midva se torej vidiva spet prihodnji torek, ko spet rečeva kakšno velja. Ja, in bomo videla, kak bo rezultat. Tako, hvala lepa. Nasvidenje. Lahko noč pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, prihodnji torek spet vabljeni v našo družbo. Nasvidenje.